Torej, Atlas dvojine je v slovenskem prevodu pred nami skoraj 100 let potem, ko je izšel francoski izvirnik, in natanko 100 let potem, ko je Lucien Tenyer, torej njegov avtor, štipendijo potoval po Sloveniji in spraševal informatorje o oblikah dvojine v slovenščini. Ampak predno predam besedo prevajalki, profesorici doktorici Mojci Šlamberger-Brezer, nekaj čisto kratkega, nekaj besed o samem avtorju, torej o Lucien Tenyerju. Torej, Lucien Tenyer, lahko brez pretiravanja rečemo, je eden od začetnikov slovanske lingvistične geografije, docent med drugim na Filozofski fakulteti v Strasbourgu, profesor primerjalnega jezikoslovja v Montpellierju in pa med drugim tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Skratka, decembra 1920 je bil imenovan za lektorja francoskega jezika v Ljubljani. V Ljubljani je deloval vse do študijskega leta 1923-1924, ko je bil poklican oziroma imenovan za izrednega profesorja za slovanske jezike in književnosti v Strasbourgu. Seveda njegovo bivanje v Sloveniji je bilo izjemno plodno, med drugim je plod tega bivanja tudi lingvistični atlas dvojine, ki ga je, kot sem že rekla, prevedla in pa tudi uvodno študijo napisala profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezer. Še nekaj na kratko, kdo pravzaprav je bil Lucien Tenyer? Bil je v prvi vrsti poliglot, ki je tekoče govoril nekaj več kot 10 jezikov, v več kot 20 se je lahko sporazumeval. No, in ko so na primer člani praškega lingvističnega krožka novembra 1927 povabili Tenyera, da bi pri njih predaval oziroma imel eno predavanje, se je Tenyer nemudoma vpisal na 2-mesečni tečaj češčine. 2 meseca ni praktično počel nič drugega, kot se učil češčine, in po 2 mesecih je v brezhibni češčini napisal predavanje in ga tudi izvedel oziroma je odpredaval pred člani praškega krožka v češčini. Seveda so bili vsi izjemno osupli. Še en podatek, leta 1940 je bil poklican v francosko tajno službo Chiffre, ki ga je zadolžila za dešifriranje, dekodiranje šifriranih sporočil, in še danes Lucien Tenyer velja za enega najboljših kriptografov vseh časov. Skratka, zdaj pa je čas, da končno preidemo na Atlas. In sicer najprej uvodno vprašanje, zakaj dvojina? Kako je pravzaprav Lucien Tenyer prišel do dvojine? Kaj ga je spodbudilo? Lucien Tenyer je študiral v Franciji pri Meillerju. Tega jezikoslovca vsi poznamo. In Meillerjeva teza je, da je dvojina nekakšen dokaz zastarelosti, arhaičnosti jezika. In Tenyerja je spodbudilo to, da je videl slovenščino kot nek jezik, ki ga govori razvita zahodnoevropska civilizacija, pa vendar Slovenci ohranjajo dvojino. In to se mu je zdelo nekako zelo zanimivo. Poleg tega se je nekako druga pobuda je bila pa knjiga Francoza Cugnija, Le nombre duel en grec, ki je Meillerjevo trditev dokazala z izginjanjem dvojine v stari grščini, in tako je Tenyer, ki je to dvojino videl kot anachronisme frappant, šel pogledat, kaj se v resnici z dvojino dogaja. Zdaj, če pogledamo atlas pa te karte, vidimo, da je Tenyer že zelo dobro zaznal, kako dvojina izginja, katere so v bistvu smeri izginjanja dvojine in kje jo nadomešča množina. Je pa seveda zanimivo, da se je ta dvojina od takrat ravno tako dobro ohranila še danes, ker imamo pač šolski sistem, ki uči
knjižni jezik, ki je seveda normativen. Tako da Tenjer to zaznavanje dvojine, izginjanje dvojine zazna. Za nas je pa to zelo zanimiv dokument, ker vidimo, da je dejansko tako stanje nekako v govoru še danes. V pisavi pa vsi pazimo, da dvojino uporabljamo. Zelo zanimivo je, pa pravzaprav pomembno, da ko je Tenjer hodil po terenu, je tesno sodeloval s tedanjimi najpomembnejšimi jezikoslovci. Naprimer Ramovšem, ki je bil sicer kritičen do njegovega dela, Breznikom, ki mu je dal celo rokopis svojih študij o govorih Poljane, Horjula, Postojne. Sodeloval je naprimer s Pretnarjem, ki mu je pomagal pri sestavi vprašalnika, sodeloval je z Nachtigalom, Glonarjem, Grafenaurjem in še bi lahko naštevala. Skratka, kako bi umestila Tenjera v jezikoslovni oziroma ta slavistično-slovenistični kontekst? Tenjer je dobro vedel, kaj se je takrat dogajalo na Univerzi v Ljubljani. Poznal je Ramovševa predavanja, prebral je praktično vse knjige, ki so bile takrat na razpolago. Zdaj, ob tem atlasu dvojine je napisal še študijo dvojine v slovenskem jeziku, ki je tudi v francoskem jeziku, to je 400 strani dolga študija, na podlagi katere je potem napravil atlas. In bil je izredno načiten. Poznal je vso obstoječo literaturo, ogromno se je pogovarjal z jezikoslovci, zaprosil je tudi vse te študente, ki so takrat študirali na slovenistiki, da so bili informatorji. Med drugimi je informator bil tudi pesnik Oton Župančič, kar pomeni, da na nek način je Tenjer zelo dobro poznal, kaj se je tukaj dogajalo, po drugi strani je pa s seboj prinesel novosti. In ta tako imenovana lingvistična geografija, danes govorimo bolj o geolingvistiki, je bila takrat neka nova veda. In zgledoval se je po atlasu, velikem lingvističnem atlasu Francije, ki ga je napisal Guilleron, ampak potem je za svoj atlas vzel manjšo mrežo, ker ta Guilleron je na področju Francije v bistvu vzel en govor na 800 km, kar je bilo za Slovenijo bistveno preširoka mreža. Tako da Tenjer je takrat poznal je tudi atlas, lingvistični atlas Korzike in je nekako imel občutek, da Slovenija in Korzika sta primerljivi in je potem tukaj vzel neko tako mrežo, ki zajema tam okrog 200 km. Jezikoslovci so potem bili zelo skeptični do njegovega atlasa, do njegove nove metode, predvsem Ramovš, in se niso ogreli za njegove pobude, da bi začeli že takrat pripravljati atlas slovanskih jezikov. Poleg tega je Tenjer potem hitro odšel na novo delovno mesto in ta njegova pobuda se še dolgo ni uresničila. Ampak bil je pa nekako zdaj, jaz si predstavljam, da je bil tudi do neke mere problematičen, ker če imate vi nekega Francoza, ki hodi po Sloveniji in sprašuje ljudi, kako rečejo to in ono besedo, ga najbrž smatrajo za malo nenavadnega. Po drugi strani najbrž je tudi naletel na to, da so rekli Slovenci, kaj bo pa ta Francoz vedel. Ampak na dolgi rok se je izkazalo, da če bi ga malo bolje poslušali, bi mogoče se že takrat oddaljili od historične lingvistike in bi se ukvarjali s čim bolj modernim in mogoče ne bi imeli tistega občutka zamudništva ves ta čas. Zdaj v bistvu si že nakazala metodo, s katero je pač pridobival svoje podatke. Kako je beležil? Zanimivo je, da je uporabil glagol enregistré. Bi lahko morda to malce razložila, ker si lahko predstavljamo nekaj popolnoma drugega, ne? Ja, v bistvu je ta prevod neko
kako bi rekli, zgodovinsko delo, ker se je treba postaviti v kontekst tedajne Slovenije in tedajnih razmer. Ja, Tenier uporablja glagol enregistrer, ampak v smislu beleženja. On si je začrtal na atlasu na slovenski površini določene točke, ki si jih je izbral za beleženje dialektalnih oblik. Te točke je izbral glede na to, da so bile ravno prav oddaljene od železnice, da so bile zanj dostopne. Zdaj, civilizacijska zanimivost je, da je bil takrat slovenski teritorij veliko bolje prepreden z železniškim javnim prometom kot danes. Tenier se je recimo peljal še v Tržič, kjer so železnico demontirali nekje konec 50-ih let. In v bistvu je gledal tako, Računal je, da se bo po železnici širila tako imenovana razgrajevalna težnja s splošnim pogovornim in knjižnim jezikom in bo vplivala na propad dialekta. Tako da je potem izbral točke, ki so bile še ravno prav v zakotju, da je lahko prišel do osnovnih oblik. Poleg tega je pa skrbno izbiral informatorje in sicer je gledal na to, da je vzel ljudi, ki se niso veliko selili, izogne se delavcem, vojakom, ker ima občutek, da ti, ki hodijo veliko okoli, potem začnejo mešati dialekte, in izbral je izobražene informatorje, pri katerih je računal na to, da bodo sami znali ločiti, kaj je knjižni jezik in kaj prihaja iz njihovega dialekta. Potem je njihove odgovore beležil v določene zvezke, ki jih je potem spel skupaj in iz njih naredil neko tako knjigo, na podlagi katere je potem napisal študije in izdelal atlas. In to je bil ta njegov enregistrer. Morda je treba še povedati kakšno besedo o samem vprašalniku. Se pravi, kako je ta vprašalnik sestavil oziroma na kakšen način je v resnici spraševal. Ja. Namreč tudi sam je poudarjal, da je francoščina analitični jezik, slovenščina je sintetični jezik. Zdaj, za ta vprašalnik se je zgledoval po vprašalniku Guillerouna za lingvistični atlas Francije. Ampak poleg tega je seveda upošteval, da če francosko besedo slišiš enkrat, je že v tisti glavni obliki, predvsem samostalnik. Za dvojino je pa potreboval potem Tenier praktično 6 sklonov v 3 številih. In zato je za ta vprašalnik nekako mu je namenil 6 mesecev in izdelal je 425 vprašanj. Poleg tega v teh vprašanjih je že tako nakazal, da je lahko dobil morda tudi več odgovorov v različnih sklonih. In poleg tega je vsakogar vprašal še, če mu lahko pove kratko zgodbico v svojem dialektu in je še na podlagi tega zapisoval. Nekako se je zaupal svojemu ušesu in je zabeležil vedno tisto prvo osnovno obliko. Kadar je imel občutek, da ni dobro slišal, jo je potem poskušal nekako ponuditi na način, da anketirana oseba ni imela občutka, da insistira na kakšni posebni besedi, ker bi se s tem lahko začelo razpravljati o obliki in ne bi več dobil tiste osnovne, ki se mi je zdela najbolj naravna. Še en komentar morda, ko govoriva o informatorjih. Zakaj je trdil, da so ženske pravzaprav na nek način boljše oziroma slabše od moških? Ja, to je zanimivo. On je že od takrat, v tistih 20 letih prejšnjega stoletja, imel občutek, da je fino, če ima spolno uravnotežen vprašalnik.
Zdaj, dobil je samo nekako kakšnih 20 žensk, medtem ko je bilo moških čez 100. In imel je občutek, da ženske so bile slabše informatorke, ker so se mogoče držale malo bolj ob strani. Manj so bile samozavestne, niso toliko zaupale neki svoji presoji, pa temu, da govorijo prav. Pa što je bilo, da so v bistvu hitreje podlegle drugemu mnenju kot moški informatorji. Je bilo pa zanimivo, tam opisuje tudi par anekdot, kako so se informatorji že sami med seboj skregali, če so pripadali različnim starostnim skupinam. Da recimo mati je še rekla 20 vej, medtem ko je sin že rekel 20 veje. In Tenier je v tem videl že propadanje rabe dvojine. To je bilo nekje na Dolenjskem. In ni posegal v te prepire, ampak so ga v bistvu zabavali, ker so dodali še neka druga opažanja. Poleg tega je v začetku menil, da bodo boljši informatorji starejši informatorji. Ampak to tezo je potem hitro postavil ob kraj, ker je ugotovil, da so starejši informatorji nekateri bili že gluhi, manjkali so jim zobje in poleg tega so se težje koncentrirali na teh 400 vprašanj, kar je trajalo tudi nekaj. Vsak intervju je trajal okrog 4 ure. Težje so se koncentrirali in so hitreje izgubili potrpljenje. Tako da je potem raje videl, da so idealni informatorji bili potem mladi moški. Tako je. No, zdaj pa, če se malce od teh informatorjev premakneva na samo glasoslovje, to fonetično podobo. Zdaj, glede na to, da gre za dialektološko delo, je seveda ustrezna fonetična transkripcija nujna. Označil je na primer tonemski naglas, sam pravi, da jamči, da sta kolikost samoglasnika in mesto naglasa pravilna. Sam zase zapiše takole, če preberem: avtor je manj gotov glede kvalitete naglasa, torej padajoče in rastoče intenzitete, ki jo ljudje, ki niso od otroštva navajeni tega ločevanja, težko razločijo. Po pravici povedano je lahko to fineso zaznal na dolgi rok. Ker pa zaradi pomanjkanja časa ni mogel prositi informatorjev, da po 5 minut ponavljajo vsako besedo, se je najpogosteje zanašal na prvi slušni vtis. To si ti že omenila. Bi lahko komentirala to, se pravi, fonetično transkripcijo? Ja, dejansko smo se na tej točki obrnili na raziskovalni center na SAZU-ju, da so nam posredovali tako imenovano ZRCOLO, kjer imajo zbrane vse znake za fonetično transkripcijo. Tenier je striktno upošteval akute, cirkumflekse, brevise in dejansko jih je tudi povsod zaznaval in tudi menjavo teh naglasov glede na narečje. In to je bilo precej mukotrpno delo tudi potem, ko je bilo treba vse preverjati, če so se skenirani zapisi dobro prenesli, in upam, da je v knjigi velika večina tako, kot mora biti, ker smo res velikokrat pogledali, poleg mene, še drugi. Tako da smo poskušali na vsak način čim bolj natančno to označiti. Mislim pa, da tukaj bi se jezikoslovci strinjali z mano, da je bil Tenier izredno natančen. In da je očitno imel uho, da je vse te finese zaznal. Ja, omenjala si predhodno že Otona Župančiča. Zanimivo je tudi, ko govoriva tako, naprimer na splošno o Tenieru, da je bil izjemno razgledan, ne samo jezikoslovno, ko piše o različnih vplivih na slovenski jezik, mimogrede navrže še kakšen literarni podatek.
Naprimer, ko govori o nemškem vplivu, navaja kontrolorja Škrobarja, torej roman Alojza Krajgarja iz leta 1914. Morda vseeno poveva Oton Župančič, kaj je tukaj posebnega, zanimivega? Lucien Tenjer je bil prvi lektor francoščine na Ljubljanski univerzi. Bil je hkrati, učil je slovnico, učil je literaturo, prinesel je ogromno knjig, ki jih je pustil tukaj. Nekako je na nek način skušal prenesti ta francoskega duha v slovenski prostor. Po drugi strani je pa kot lektor francoščine, ki je dobro razumel slovensko, tudi skrbel za prevode slovenskih del francoščino. In prav Oton Župančič je bil avtor, ki mu je posvetil največ svojega časa. Zdaj prevajal je tudi Prešerna, sicer tam bolj ni gledal ne na ritem, ne na rimo, ampak bolj na vsebino, ampak pač to je izbor prevajalca, ker načini prevajanja so raznoliki. Ampak prav z Otonom Župančičem sta se očitno tudi dobro poznala in je poskrbel za prevod v francoščino. V bistvu gre za prvo delo, Gre za prvo delo, ja, ki je o slovenskem avtorju v francoščini. Zdaj tega kontrolorja Škrobarja je tudi dobro poznal. Odlično je poznal tudi slovenske razmere. V času plebiscita je bil tolmač grofa Schönbrunna na pogajanjih v Selovcu, oziroma takrat je bil na tem, v 20 letih je bil na tem območju, ki je potem pripadlo Avstrijo in je spremljal plebiscit. In bil je tudi tolmač za slovenski jezik in v bistvu zelo veliko tudi pove o sami slovenski situaciji, tako zgodovinski kot geografski, in nekako opisuje v uvodu, kako se slovenščina umika nemščini, in tukaj ni do Nemcev prav nič prizanesljiv, oziroma do Avstrijcev. Celo tam jih obtoži, da ko je hodil ob Dravi po določenih gostilnah, ki so bile prej del nemško govorečega sveta, seveda, pred letom 20 je bila, tukaj do konca prve svetovne vojne je bila to Avstro-Ogrska, da računajo, da se bo Avstrija vrnila, da si niti niso dali truda, da bi pobelili zidove, ampak so tiste nemške napise na zidovih v gotici samo prelepili s papirjem in čakajo, da se povrne prvotno stanje. Ja, to je zanimivo, ker pravzaprav piše veliko o nemškem vplivu, piše o italijanskem vplivu, ne piše pa o madžarskem vplivu. Kako bi to komentirali? O madžarskem vplivu, ja, to je v bistvu zanimivo, ker takrat ta madžarski del očitno ni igral take vloge, morda na Prekmurje. Zdaj zanimivo je, da kraji, ki so v Prekmurju, tam je imel eno točko, ki pravi Bistrica en Hongrie. In to je tudi bila ena prevajalska zagata. Jaz sem potem kontaktirala kolega Hotemirja Tivadarja in sem rekla, kaj jaz lahko naredim s to Bistrico en Hongrie, ki seveda ni na madžarskem, že davno ne. In potem mi je predlagal, da se jo enostavno označi kot Dolenja, Srednja in Gornja Bistrica. Dolna, Gornja in Srednja Bistrica. Ker gre za čisto majhen kraj, ki danes nima več takega pomena, kot ga je imel po prvi svetovni vojni. Kot si že rekla, je v bistvu ta lingvistični atlas zanimiv dokument tudi s stališča sociolingvistike, zgodovinskega razvoja. Zanimivo pa je, zakaj se je toliko časa ustavljal pri vskokih. So ga vskoki fascinirali? V bistvu je Tenjer nekako želel opredeliti tudi vlogo slovenščine v južnoslovanskem prostoru. In zelo veliko se ukvarja z vskoki, to je res, in tudi nekako potegne mejo, notri so, v njegovem atlasu so tudi karte,
kjer potegne mejo, kje se dvojina popolnoma ustavi. Zdaj, gledal je predvsem na te uskoške vasi, ki so bile v Beli krajini, pa nekaj pa tudi v Istri, ne? In tam se potem opredeljuje do tega, kako je lahko na slovenščino in na izginjanje dvojine vplivala štokavščina, ki se je zažrla v kajkavščino s prihodom teh uskokov. Po drugi strani pa gleda tudi, kako je pa v Istri slovenščina na nek način spodrivala čakavščino. Tam pa tudi našteje vse vrstne narode oziroma etnične skupnosti, ki so se danes nekako ohranile bolj ali manj samo še v priimkih, ne, govori o čičih, pa čiribircih, pa in podobno. Skratka, uvod je poln tudi nekih zanimivosti, ki si jih morda še danes lahko ugledamo na terenu. Zdaj pa, če gremo še malce, pravzaprav, če ostajamo na področju sociolingvistike, tudi ti si že pravzaprav prej omenila, da je Tenjer večkrat poudaril, da je knjižni jezik sovražnik dialekta, da tudi učitelj škoduje narečnemu govoru. Bi lahko morda to komentirala tudi v luči francoske sodobne situacije? Ja, Tenjer pravi, da je največji sovražnik govora šola. In da, ko se učijo učenci knjižnega jezika, potem jih silijo k temu, da pozabljajo dialekt in recimo učitelje je vzel za informatorje samo, če so učili v kraju, iz katerega so sami prihajali. Kar je pomenilo, da so dobro poznali dialektalne oblike, ker so jih najprej sami govorili, potem pa so jih v času šolanja morali odpravljati. Mislim, da je Tenjer tukaj strog predvsem zaradi francoskega konteksta. Francija je bila, mi vedno pravimo Avstrija ječa narodov, kako smo bili v bistvu zatirani, ampak če pogledamo vsi narodi, ki so izšli iz Avstro-Ogrske in imajo danes svoje države, so ohranili nacionalne jezike. Za Francijo tega ne moremo trditi. V Franciji imamo neke vrste dialektalno prenovo šele zadnjih 20-30 let. Recimo, če pogledamo Bretonce. Zdaj so prišli do točke, ko imajo spet srednješolsko izobraževanje v bretonščini, če si tega želijo. V 16. stoletju sta bila slovenščina in bretonščina približno na isti točki vpliva jezika, takrat je bila prevedena Biblija v obeh jezikih. In to pomeni, da nekako je bila tako zgrajen nacionalni jezik, da je lahko prevedel svetopismo. No, takrat je slovenščina recimo pridobivala, bretonščina pa bolj ali manj izgubljala. To je seveda del francoskega centralističnega sistema. Francozi so v šolah striktno gojili pogovor v knjižnem jeziku, vsi dialekti so bili izgnani in če so slišali koga, da je govoril dialekt, je moral ostati po šoli zaprt. Jaz se spomnim še v leta 1993 sem bila na prvi štipendiji, malo daljši vrste Tempus, po slovenski odcepitvi, pol leta v Strasbourgu in tam govorijo alzaški dialekt. In zdaj zanimivo je, tudi Tenjer je tam predaval. Bila sta dva profesorja, profesor Martin Rigel in profesor Klever, ki sta se med seboj nekako pogovarjala v dialektu. In potem jaz sem seveda spraševala, kako pa to, nič ne govorite po alzaško. In so mi sošolci povedali, ne, to je samo dialekt, mi malo razumemo. Skratka, tega dialekta so se sramovali. In potem sta profesorja pojasnila, da v resnici, ko sta prišla v šolo,
nista znala kaj dosti francosko in šola je služila predvsem temu, da so se vsi naučili odlično francosko in da so tisti dialekt pozabili oziroma ga omejili samo na domačo rabo. In najbrž se je dogajalo tako tudi z vsemi drugimi dialekti širom Francije. Zdaj je to drugače, zdaj če pogledate na internetu, dobite lepo karto Francije z vsemi dialekti in jeziki, ki so včasih obstajali. Neko La Fontaineovo basen berejo vsak v svojem jeziku in je zelo zanimiva informacija, ampak v resnici gre bolj ali manj za neko umetno vzpostavljanje situacij, ki ne obstajajo več. Ja, ker je zanimivo, da so Francozi šele lansko leto sprejeli zakon, po katerem nihče ne sme biti diskriminiran zaradi svojega naglasa. Ne? Ja. Kaj je tudi zanimivo, ne, da so imeli občutek, da je treba vpisati rabo francoščine v ustavo šele leta 1992. Prej je bilo to samo po sebi omejeno. Ja. Dobro, torej prevajanje tako zahtevnega dela, kot je lingvistični atlas, je pač res, to je izjemno delo, skratka čestitam, da si se tega sploh lotila, ampak se mi zdi na mestu vprašanje, zakaj Tenier, kako si sploh prišla do te ideje, da bi prevedla ta lingvistični atlas? V bistvu gre za neke stare dolgove, bi lahko temu rekli. Zdaj, ko sem študirala slovenščino na tej fakulteti, smo bile 3 kolegice in en kolega s to kombinacijo slovenščina-francoščina, ki jo imaš tudi ti. Ne? In to je bila neka taka kombinacija, francoščina za ljubezen, slovenščina za poklic, oziroma slovenščina, ker pač je naša, moramo najprej znati dobro slovensko, preden se lotevamo tujih jezikov. In ne vem, mislim, da smo bile kar zagnana ekipa in potem nas je nekako opazil tudi asistent Velemir Đurin, ki je takrat mene rekel, to bi bilo pa še treba prevesti. In jaz sem nekako to takrat vzela zares, potem pa, ko smo ob 100-letnici Univerze v Ljubljani prirejali konferenco ob 100-letnici obstoja francoščine na tej fakulteti, smo se nekako tudi dotaknili Teniera in mislim, da je bil skrajni čas. Mislim, da je bil skrajni čas, da je v bistvu čudno, zakaj se tega ni kdo lotil že prej in da morda bo treba v prihodnosti poskrbeti tudi za tisti njegov glavni del doktorske disertacije Les formes du duel en slovène. Tisto pa potem mogoče, ko ne bom več dekan. Zanimivo bi bilo slišati tudi, si imela kakšne težave, so bile kakšne zagate pri prevajanju, ali je šlo gladko? Zagate so vedno. In to zato, ker ne moremo vedno ustrezno kontekstualizirati nekega besedila, ki je nastajalo v nekem določenem času. Recimo, ko Tenier pravi, da je šel à pied ou en voiture, tam v 20 letih je zelo potem nerodno, a rečemo, a je res šel z avtom, a je šel z vozom, ker voiture v francoščini pomeni oboje. In potem, če na nekem drugem mestu razlaga, kako se je s poštno kočijo peljal na Jezersko, najbrž tudi tista voiture, ki ga je pripeljala od železniške postaje do vasi, ki si je izbral za točko, ni bila avto, ampak kar voz. Skratka, če sem te prej pravilno razumela, imaš nekaj v načrtu, ne? Ja, mogoče bi še tukaj dopolnila, še vedno je ostal nekako nerešen tisti blejski hišnik. No, to ja. Ja, ker ali je bil hišnik ali je bil vratar, concierge na Bledu. Zdaj, to je zelo odvisno, a je bil v hotelu, a je bil v kakšni boljši hiši, ali je bil kakšni neki hišnik javni ustanovi, najbrž ne.
Tako da tam sem se odločila za vratarja, potem je bilo pa treba še vse te domestik fam, domestik om ustrezno umestiti v kontekst, ker če so v mestu, so neke hišne, če so na vasi, so pa najbrž dekle, ne? In hlapci. Tako da. Dobro, še enkrat čestitam za ta prevod, hvala, da si se tega lotila. Je ostalo še kar nekaj del, kot si že omenila, med drugim tudi skladnja. Ja, v bistvu je Le syntaxe structurale, to je nekako ključno Tanjerovo delo, ki ga nekako že omenja tudi v Atlasu. To je zanimivo, ne? Ker ko govori o vplivih, pa o tem, kar v jeziku ostaja, že omenja skladno, ki je tista, ki je pa vplivi sosednjih jezikov nikakor ne spreminjajo. Ne? Pravi, sej mogoče tam blizu nemškega pa italijanskega območja ljudje govorijo z drugimi besedami, ki so do neke mere italijanske pa nemške, ampak še vedno pa tisto jedro jezika ostaja slovensko. In tukaj so že ti zametki, skladnja, glagolska valenca, ki jo je potem razvijal v svojem delu naprej. Hvala in čakamo na nove prevode. Ja, hvala lepa.